こんにちは。私はナターシャ先生です。はじめまして。どうぞよろしくお願いします。お名前は何ですか？私はカドウェルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カドウェルさん、お元気ですか？はい、元気です。ナターシャ先生は元気ですか？はい、元気です。カドウェルさん、お国はどこですか？国はスロベニアです。Dobrodošli zopet na lekciji 4 japonščine. Upam, da ste do zdaj razumeli naš pogovor. Vkolikor niste, si pogledajte lekcijo 1 do 3, ki se bo pokazala tukaj zgoraj. Pa mislim, da bo lekcija 3 ali bo na koncu tega video posnetka. Skratka, v teh 3 lekcijah smo se naučili, kako se predstavimo po japonsko, kako povemo svoje ime, kako povemo jaz sem ali pa moje ime je. Me veseli v prvem spoznanju, potem kako vprašamo spoštljivo nekoga drugega po imenu, kako ga vprašamo, kako je ta oseba. Jaz imam tukaj en lik iz ene igrice, video igrice. Danes smo pa še dodali nekaj novega. Skratka, okuni wa doko desu ka, kar pomeni, iz katere države prihajaš oziroma od kod prihajaš. Tukaj tale moj prijatelj, Cadwell, sicer prihaja iz izmišljene dežele, ampak zdaj zaenkrat bo kar iz Slovenije. Tako da, evo, gremo se lotiti. Upam, da ste dobro. Minasan genki desu ka? Upam, da ste dobro. In zopet nazaj moja tablica. Pa gremo. Zdaj pa, zadnjič smo pisali o genki desu ka, samo da malo ponovimo. Genki desu ka. Takole. O je za spoštljivi govor, ko vprašamo nekoga, ko pa odgovarjamo, uporabljamo ponižni govor, kjer bo brez oja, bo samo genki desu. Zakaj to zopet pišem? Zdaj zelo grdo pišem, brez kaja, ne, kaja tudi ne bo, kaj je vprašalnica. Ko je brez kaja, je potem pritrdilno. Zdaj se učimo že malo naprej, kako kakšno besedo povedati. Bomo pa za naslednjo lekcijo tudi se učili o glagolu biti, kako tudi zanikamo, seveda. Pa še ene par stvari bomo danes novih izvedeli v japonščini, v japonskem jeziku. Tudi o samem japonski kulturi, kako določene stvari izražajo v jeziku in zakaj jih tako izražajo. Skratka, o genki desu ka, genki desu. Ali Japonci kdaj rečejo, da niso dobro? Ja, hai ali ne. Iie. Tako da odgovor je hai. Odgovor je iie. Kaj mislite? Odgovor je iie, kar pomeni ne. Sem že hotela v japonščini napisati. Moram narediti iie, kar pomeni ne. Japonci ne bodo rekli, da niso v redu. Zdaj sem dvojno zanikala. Oni bojo vedno rekli, da so v redu. Medtem ko hai po japonsko vemo, da pomeni ja ali da. Tako. Hai. Iie. Zelo pomembno, tukaj sta 2 ija. Medtem ko če bi bil samo en iie, pomeni lahko hiša, dom, lahko je tudi sistem, ki je bil včasih sistem doma oziroma družine, to je bilo bolj ka. No, ampak v glavnem 2 ija sta in tudi ritmično jih morate tako naglasiti, da ne boste rekli samo iie, ampak iie. 2 ija sta. Iie. To je tudi bilo pomembno, recimo na Japonskem Japonska ima najkrajšo pesem na svetu, ki se imenuje haiku. In ta je sestavljena iz
zlogov 5, 7, 5. Lahko je tudi drugače, na glih 5, 7, 5. Načeloma, da je struktura 5, 7, 5, če pa ni, se potem tudi, še zmeri se reče, da je haiku, ampak recimo je GMR pa tako naprej. Bomo kdaj drugič o tem, zdaj se bom malo bolj na jeziku osredotočila in zelo pomembno pri haikuju je bilo ravno to, ritem, ne. Recimo haj pomeni ja, zdaj sem pozabila napisati, zdaj ali da, ne, to zelo pri nas formalno, da. Mislim, da v šolah redko kdaj odgovarjamo profesorjem ali pa učiteljem da, vedno rečemo ja ali ne, ne, medtem ko imajo na Japonskem seveda tudi neformalno besedo za ja in besedico za ne in tole vam bom tudi danes napisala, to sem se zdaj odločila tako, in sicer se neformalno, tukaj bom dala znak neformalno, n, neformalno, nef, neformalno se reče ne n. Oziroma, pardon, n. Medtem ko ja je neformalno n. Kaj? Un? Ti se pa un, ja, tako. No, da neformalno, če vas se pogovarjate s prijatelji, si jedla danes kosilo? Recimo, če me nekdo vpraša, Nataša, si jedla danes kosilo, in ker ga še nisem jedla, bom rekla, Če pa bi povedala, recimo, mi me vprašali, si jedla danes zajtrk, si jedla zajtrk, si zajtrkovala, Tako da to je tale s tem, da je čist pojemo ga, medtem ko pri dveh sta potem to ko i je, okej? Tako da, to sem še en dodatna stvar, ni nujno, da se boste si zapomnili. Alright, no, tole bom zdajle zbrisala. To ni spet tako pomembno, no. V glavnem, zakaj sem vam hotela danes to ponoviti? O genki desu ka, torej z o-jem izražamo spoštljivost. Izražamo lahko pa še z eno besedo spoštljivost, opa, kaj sem zdaj naredila, samo malo, še z eno besedo spoštljivost in sicer, samo moment, in sicer lahko izražamo spoštljivost tudi z črko oziroma zlogom go. To pa boste zdaj kmalu videli. Danes se bomo naučili, kako se vpraša, od kod si, od kod prihajaš. To smo prej imeli. Oku ni wa. Oku ni wa. Zopet členek wa, torej tema, ne. Oku ni wa doko desu ka? Doko desu ka? Slišite deska, to desko že poznate, to veste, da je del glagola biti, kaj je na koncu, torej veste, da gre za vprašanje. Desu ka, ta uj se ne izgovarja, upam, da se zdaj vse gor vidi, se vidi. Oku ni wa doko desu ka? Bomo še enkrat povedali, samo da označim. Torej, tale u se ne izgovarja, tole je vprašalnica, tukaj je spoštljivost. In še, tule bom členek označila, oziroma vprašalnico. Okej. Zdaj pa skupaj. Oku ni wa doko desu ka? Zdaj ste vi. Oku ni wa doko desu ka? Oku ni. Torej že lahko predvidevate, gre za izražanje spoštljivosti, tako kot pri genki. Genki pomeni zdrav, dober, dobro. O genki desu ka, si zdrav, ste zdravi, si dobro, dobesedno. Medtem ko kuni pomeni država. Kuni pomeni država. Mi bo uspelo, država. Država, tako. Kuni wa doko desu ka? Doko, tako kot smo imeli tam onamae wa nan desu ka? Zdaj že lahko veste, da sem označila z rumeno,
to bo nekaj, kar nas zanima, informacija, ki nas zanima. In če mi sprašujemo po državi, bo to seveda vprašalnica od kod. Doko pa dobesedno pomeni kje. Kje je država tvoja, dobesedno, kje je tvoja, kje je vaša država, kje je država, odkot ti si, odkot ti izviraš. Tako da, evo, tole pomeni kje. Kje. Ostalo pa mislim, da pa že razumete, ne? Deska, del glagola biti, ha oziroma va, tematski členek. Kako bi zdaj vi na to odgovorili? Zdaj veste, da japonščina ima res tako kot neko sestavljanje Lego kock. Zdaj, ko sem glih Lego kocke omenila, spomnim, da so imeli v Tediju ene ful dobre tele Lego kocke radirke. Kako so dobre, no, res, no. Tako, to so radirke. Bom kar malo bliže pokazala, na meni so ful smešne. Kar malo jih je škoda porabiti. Tako res ful dobre Lego kocke. V glavnem, ne, tale zdaj O bi lahko dali tukaj. O, kuni. Va, zdaj spet eno kratko. Doko. Še des rabim. Rabim eno celo. Nimam več nobene cele. Imam, še eno zeleno imam, super. Zeleno, pa rdečo. Ok. Takole bomo naredili. Tukaj bomo dali zeleno, da se bojo vsi členki videli. Takole. Zdaj ta kratke. Ne! Čakaj se malo. Ta kratke so členki. Ta kratke bom vam tukaj pokazala. Moram jih samo zdaj gor dati na neko podlago. To je pa tako, ko začneš improvizirati med učenjem, a ne? Ta kratke so členki ali spoštljivostni zlogi, medtem ko ta daljše so, evo, tako. O, kuni, wa, doko, des, ka. O kuni wa doko desu ka? Zdaj grem pa nazaj, da boste videli. O kuni wa doko desu ka? Ka. Zdaj pa bomo samo odmaknili, to je zdaj spoštljivo vprašanje, mi ga želimo narediti ponižno, ko bomo odgovorili, seveda, ne? Zdaj pa najprej gremo sestaviti Lego kocke. Ko odgovarjamo, O odpade. Torej imamo zdaj besedo kuni. Va. Zdaj pa tole našo zeleno Lego kocko moramo dati z Lego kocko, ki je naš odgovor. Smo iz Slovenije, tako da bomo uporabili besedo Slovenija. Seveda bomo pa zgovorili po japonsko. Zdaj najprej bom sem dala Slovenijo noter, Slovenija, des in seveda brez kaja, kar pomeni, da je trdilno odgovor. Evo, Lego kocke. Kuni wa Slovenija des. Še enkrat. Kuni wa Slovenija des. Tole bom zdaj zapisala. Ampak vidite, gre tako z Lego kockami se ful da to dobro pokazati. Ok. Zdaj pa še klele. Imam tukaj prostor. Odgovor torej je kuni wa. In zakaj je Slovenija? Joj, zakaj pa ni L-ja? Zakaj pa ni V-ja? Ja, Japonci ga nimajo. Nimajo V-ja, nimajo Slovenija. Nimajo V-ja, nimajo L-ja. Torej njihov L je R. Je sicer mehek R, mehki R, ampak včasih imajo, odvisno tudi od dialekta, včasih lahko tudi bolj trši se sliši izgovarjava. Tukaj manjka še des. Upam, da vidite tole, ne? Se vidi, še U bo prišel. In še pikca. Tako, ok. Pike se toliko ne vidi, ampak je takole pride, a ne?
vse pride, torej ta K na koncu odpade in imamo potem v bistvu des tukaj, doko, naš doko, torej naš kje smo dobili odgovor tukaj, va se preslika tukaj in kun je tukaj brez oja, ker odgovarjamo v ponižnem govoru. Ok? Kuni wa Slovenia desu. Italija desu. Kaj bi še rekli? Amerika desu. Zdaj so pa določene države, ki jih oni ne izgovarjajo isto. Recimo, ok, Indonezija, to bi bilo še, pa kakšne, ne vem, evo, Deutsche, ne, Nemčija, Deutsche. Ne bojo rekli Germany ali pa Germany ali pa karkoli, bojo Deutsche. Izključno iz njihove besede Deutsch so jo potem nekako skušali fonetično zapisati v zlogih do ic. Evo, še to, da napišem. Japonščina ima na mesto l-ja je r in na mesto v-ja je b. Kar pomeni, vsi, ki imate ime na l, boste na r, vsi, ki imate v imenu v, boste na b, vsi, ki imate ime z začetkom v-ja, boste pač načeloma bi mogli biti b, no. Ne bo zdaj Vanja, ne bo Banja, ne, seveda ne. Seveda se bo naša prevzeta imena znalo zapisati tudi v japonščini, da bo zvenelo kot naše ime, da ne bojo rekli Banja, ampak bojo rekli Vanja, ne. Ampak ravno v-ja nimajo, to je tako v njihovih besedah, ne, torej ni. To enostavno, recimo Ljubljana, ne, bo Ljubljana, ne, tako da to enostavno pač tako je in to se moramo naučiti, to moramo sprejeti, to je del njihovega jezika, to je del njihove kulture. Medtem ko na Kitajskem mislim, da imajo ravno obratno, če ste kakšni sinologi, prosim popravite me, če bom karkoli narobe biksala. Mislim, da oni pa l imajo, pa r-ja nimajo, ne. In pol namesto raca rečejo laca, ne, tak mehek l, pa še kakšne stvari verjetno, ampak ne vem, za toliko vem. Skratka, nisem sinologinja, tako da ne me držati za besedo. Ok, tako da zdaj se pa lahko tudi predstavimo, vprašamo, kako si, kako smo, kako ste, odgovorimo na to vprašanje in vprašamo tudi, od kod si, od kod prihajaš. O kuni wa doko desu ka? Karvel-san, o kuni wa doko desu ka? Kuni wa Slovenia desu. Natasha sensei wa? Kuni wa Slovenia desu. Lahko bi rekel tudi jaz, ampak te členke se bomo učili naprej. Zdaj pa, kako bi pa rekli, recimo, da rečeš, sem Slovenec, sem Slovenka. Zdaj bomo pa prišli na eno zanimivo stvar v japonščini. In sicer, kako Japonci izražajo števnike. Moji učenci, če kateri gledate, tisti, ki ste se pri meni japonščino že učili, že veste, o čem govorim. Ok, tako da, evo, zdaj bom pa jaz tole tablo zbrisala. Jo bomo poradirali. Ne vem, zakaj mi ne želi tega vse obarvati, pa sem dala tule na zeleno polnilo. Ne, kore. Haj. Tata nov slikar me je čist zmede, tako. Ok, sem da vidim, če sem zdaj vse. Haj, genki desu ka? Aha, lahko pa seveda vprašamo še na drugačen način, seveda, ne. Od kod prihajaš, pa od kod si. Zdaj eno smo rekli, od kod prihajaš, iz katere države prihajaš, ne. Zdaj pa, kaj pa, če bi želeli vprašati, where are you from? Ne samo, recimo, where are you from, od kod si iz države. Mislimo, recimo, če že vemo, iz katere države si, ne, ampak tako v bistvu v državi, iz kje si, ne. Če smo mi v Sloveniji, a iz kje si v Sloveniji? Si iz Maribora, si iz Ljubljane, si iz Kranja, si iz Celja, ne vem, iz Primorske in tako naprej. Imajo pa še en način in sicer to je Gošušin wa doko desu ka? Samo da zapišem.
je kar težka beseda. Go šušin wa doko desu ka? To pa že poznate zdaj. Doko desu ka je zopet vprašalnica. Kje? Doko desu ka? Doko desu ka? Ok. Go šušin wa doko desu ka? Tukaj seveda lahko bi odgovorili recimo, go šušin, šušin wa Slovenija desu. Samo malo. Vidim, da sem tega zopet malo premaknila. Evo, takole. Lahko bi zopet odgovorili, da je Slovenija, ampak to je bolj tako, ni mišljeno, kot da je tukaj odgovor Slovenija, ne, ker ne sprašuje točno po državi, ampak sprašuje, od kod si? Iz Ljubljane, recimo. Iz, ne vem, Kopra. Ne? Zdaj pa, prejle sem vam omenila dvakrat tale o. Spoštljivost lahko izražamo tudi z go. Zakaj? Zakaj pa zdaj že o? Pa a ni že o dovolj? Zakaj mora biti še go? Tako pač je. In to je vse posledica razvoja jezika, ki je eden izmed najstarejših jezikov, to morate razumeti. In je to samo posledica tega, moram dati stran, ker malo vlečem mobilni telefon, posledica tega, da se je skozi tisočletja, ne vem, eni so uporabljali v enem delu Japonske go, eni so uporabljali o, in potem, ko je prihajalo do standardizacije jezika, zmes z klasično japonščino, skratka so se odločili, da pri enih besedah se bo uporabljalo go, tudi zaradi samega izgovarjanja, glejte, ošušin, ne, malo težje, ni tako spevno, medtem ko rečete gošušin. Je lažje za izgovorjavanje. Jaz imam vedno en tak primer iz italijanščine, ki sem jo tudi imela na fakulteti, recimo universita, ne, čeprav je la universita, kar pomeni univerza, fakulteta, in ima artikel la, ker je ženskega spola univerza, ne, beseda univerza v italijanščini, la universita, se potem a se izgubi in se reče samo l'università. Zaradi lažje izgovorjave, zaradi melodičnosti jezika, torej melodika. Je tukaj tudi, tako kot v japonščini, melodika in ritmika sta zelo pomembni pri jeziku, ne. To ne samo v japonščini, ampak tako na splošno tudi. Okej? In tukaj potem odgovorimo prav tako, kakor smo prej. Tale go bo odpadel, ker je to naš, kje imam Lego kocke? Kje imam Lego kocke? Sem malo. Tale go je naš členek za spoštljivost. Tule imamo šušin, kar pomeni, ne vem, kako bi rekla, ne prebivališče, kako bi vam pa to prevedla, nekje, od kod prihajaš, tvoj kraj, recimo. Ni prav kraj to beseda, ne, ampak nekje, od kod prihajaš. Gošušin, manjka wa, doko, des in še ka. Evo, takole. Lego kocke. Gošušin wa doko desu ka? In odmaknemo go, in odmaknemo ka, in namesto tega bomo dali naš odgovor. Torej, šušin wa, naš odgovor, des. I desu ka? V redu, razumete? Upam. Tudi, da bomo zdaj to napisali. Tulele bom samo takole. Šušin wa. Recimo nek kraj. Des. Samo malo. Des. Takole, da se bo lepo prekrivalo. Tukaj imamo naš kraj. Kraj. In des. Šušin wa, naš kraj des. Recimo, šušin wa Ljubljana des. Šušin wa Koper des. Ni Koper, Koperu,
ker je zlogovna pisava in z vsakim soglasnikom bo tudi samoglasnik, razen za n-jem. N lahko stoji sam. Tako. Hej! Še enkrat ponovimo. Najprej, kako rečemo, iz katere države prihajaš. Bom najprej vprašala jaz mojega prijatelja Cadwalla in on bo mene nazaj. Cadwall-san, okuni wa doko desu ka? Kuni wa Slovenia desu. Natasha sensei wa okuni wa doko desu ka? Kuni wa Slovenia desu. Cadwall-san, ご出身はどこですか？出身はマリボールです。ナターシャ先生は出身はどこですか？出身はポルトロージュです。はい、いいですか？わかりますか？Razumete? To se bomo učili pa naslednjič pri glagolih. Ok. Tako da upam, da boste to lahko povadili. Zdaj pa še to, kar sem vam prejle rekla. Kako rečemo, da smo Slovenci? In en tak lep uvod v japonske števnike. Namreč Japonci, vsi samostalniki v japonščini so v ednini ali v množini. Vsi samostalniki, ki so lahko edninski in množinski. Kar pomeni, da je zelo pomembno, kontekst razumeti. Recimo primer kodomo, kar pomeni otrok ali otroci. Otroki, nimamo tega v japonščini. Otrok ali otroci in konc. Gotovo. In zdaj odvisno, od konteksta, koliko je zdaj teh otrok. Zdaj pa, če bi vi radi rekli, da je veliko otrok, lahko rečem, kodomo des, otroci so. Če želim reči en otrok je, lahko tudi rečem kodomo des, otrok je. Če pa želim specifično reči, da sta dva otroka, imajo pa Japonci števnike po kategorijah, po množicah, recimo za ljudi bojo ene vrste števniki. Za leta, recimo človeška leta, bojo ene vrste števniki, ki se jih morajo uporabljati. In se potem uporablja to mersko enoto, naše število in to mersko enoto oziroma ta števnik. Recimo, v primeru Slovenec, rečem Surobenija džin. Surobenija džin. Torej džin, D, Ž in N se izgovori, napiše se pa jin. Samo tukaj da dam. Surobenija ni A. In je zdaj to džin. Ne gin tonik, prosim, ni to z G-jem, ampak tako. Tukaj je naša država, recimo Surobenija džin pomeni Slovenec, Slovenka, saj veste, japonščina nima spola. Lahko je moški, lahko je ženska, ista beseda se uporabi ali karkoli 303 četrtih stvari je. Džin izvira iz števnika hito. Hito pomeni človek in je eno branje, to vse izvira iz kitajske, ne vidite, samo malo. Kaj sem pa zdaj naredila? Se vidi, da sem utrujena iz službe, samo malo. Kaj moram narediti? Hito. Hito je pismenka iz kitajske, hito pomeni človek. In vsaka kitajska pismenka, ki jo Japonci uporabljajo, ima dve branji. Eno je kitajsko branje, eno je japonsko branje. To bomo naslednjič delali, ko se bom začela več ukvarjati z glagolom, omenjala bom členke, omenjala bom števnike, več bom dala fokusa zdaj na slovnični del, kot na samo učenje, ker potem boste lažje mogoče tudi meni sledili, kar govorim, ker mi včasih besede prehitevajo. V glavnem, hito ima japonsko branje, oziroma kitajsko branje lahko džin,
ali nin. Nin. In ko želim reči, da je veliko ljudi, ko rečem recimo, da je 10 ljudi, 20 ljudi, bom povedala številko 20, nin. Kar pomeni 20 ljudi. Torej ta nin meni v bistvu pove, česa je 20. Ne? Se bomo še to delali, tako da upam, da vas nisem preveč zmedla, ampak Japonci uporabljajo števnike za presneto preveč stvari. Malo tako, da vas začnejo že postopoma vpeljevati v to. In kako rečete, da ste Slovenec ali Slovenka? Surobenija džin. Če želite reči, da ste iz Nemčije, Deutsche džin, Italija džin, Spain džin in tako naprej. France džin. Tako da, kar se tiče besedišča, vam bom tudi naslednjič razložila, kaj recimo jaz uporabljam pri učenju, pa je tudi prosto dostopna, da se lahko tudi vi učite kaj besedišča, ampak tukaj res vam bom izključno kakšno slovnično zadevo, pa zraven takšne stvari, ki smo jih tudi zdajle, ko sem jih omenjala, ne, kar se tiče števnikov, pa spoštljivosti in tako naprej. Evo, čas mi je že iztekel. Upam, da ste se danes kaj lepega naučili in se vidimo v prihodnji epizodi, ki bo mogoče malo bolj slovnično obarvana, ampak gambate kudasai, minasan, prosim, potrudite se. Hej, teda še takole. Z Cadwellom se vama zahvaljujemo in se vidimo prihodnjič. Matane! Matane, bye bye.